Podelili priznanja zaslužnim v Šentrupertu. Namenu predali Krško tržnico. Ovčereja v Beli krajini stagnira. Lepo pozdravljeni. V Šentrupertu praznujejo občinski praznik, s katerim se spominjajo dokončanja večdesetletne gradnje gotske lepotice, cerkve svetega Ruperta, ki so jo zaključili pred natanko 520 leti. Letos so osrednjo slovesnost pripravili 11. zapored, 10. pa so podelili tudi občinska priznanja. Letošnji slavnostni govornik je bil župan Rupert Gole, ki se je med drugim ozrl na prehojeno pot zadnjega leta in odstrl nekatere prihodnje načrte, hkrati pa je pozval k medsebojnemu sodelovanju in konstruktivnemu dialogu. Osrednje sporočilo občanom in občankam je pravzaprav, da z sovražno komunikacijo, z nastrojenostjo, z zamerami, z negativnimi energijami ne more biti razvoja. Na osrednji občinski slovesnosti so letos listino občine Šentrupert podelili kulturno-umetniškemu društvu Ženski pevski zbor Šentrupert ob 10-letnici delovanja za uspešno soustvarjanje raznovrstnih ljubiteljskih kulturnih dogodkov. Zelo smo ponosne, počaščene za to nagrado. Sicer res se trudimo, da bi na nek svoj način tudi promovirale občino. Priznanje občine Šentrupert je prejela Apolonija Rogel za dolgoletno pedagoško delo in uspešno vodenje šentrupertske osnovne šole od leta 2001 do leta 2010 ter za pomoč pri ustanovitvi in začetku delovanja Ženskega pevskega zbora Šentrupert. Mislim, da vsakemu, ki ga prejme, je priznanje dobrodošlo in mu veliko pomeni. Sem pa zelo presenečena, bom rekla, ker po že kar nekaj letih, kar sem upokojena, tega nisem pričakovala. Prejemnik priznanja občine Šentrupert je tudi Stanko Okoren za dejavno delo v lokalni skupnosti in odločen nastop proti postavitvi električnih daljnovodov po dolini Šentruperta ter za neprecenljiv prispevek k ohranjanju in prikazovanju starih ljudskih običajev, ki pa ga na slovesnosti ni bilo. Tudi v Krškem bodo ta teden podelili občinska priznanja, v sklopu prireditev ob občinskem prazniku pa so uradno že predali namenu tržnico, ki so jo postopno obnavljali več let. Skupaj so vanjo vložili 1,1 milijona evrov, od tega so iz evropskega projekta Posavska špajza dobili le 26.000 evrov za opremo. Danes je tržnica lep večnamenski prostor, urejali so ga v 5 fazah. Najprej je dobil streho, ki je prej ni bilo. V drugi in tretji fazi je prišlo do tega, da smo samo opremo na tržnici izboljšali in nakupili. V tej fazi je bil tudi projekt Posavska špajza, s katerim smo pridobili opremo za prodajo na tržnici. In pa v zadnji fazi, s katero pa zaključujemo celovito obnovo in pa rekonstrukcijo tržnice, je pa zunanja ureditev. Agro Posavje kot upravljalec tržnice z občasnimi tematskimi dnevi privabi večje število ponudnikov in s tem tudi obiskovalcev. Tokrat je bil to ribiški dan, posvečen promociji sladkovodne, predvsem savske ribe. Včasih so bile v običajni gostinski ponudbi, danes jih ni, čeprav bi si nekateri želeli. Ampak jih ni tako na trgu pogosto, da bi lahko z njimi šel v redno ponudbo. To nameravajo posavske ribiške družine spremeniti. Dejansko si skupaj z še 4 partnerji prizadevamo za pridobitev evropskih sredstev v okviru projekta povezani z Savo, da približamo oskrbo avtohtonih rib, bom rekel, najširšemu krogu ljudi. Jaz upam, da bomo v tem tudi uspešni. Kljub regulacijam, narejenimi ob gradnji hidroelektrarn, se ribe vračajo v ta vodotok in savske elektrarne so dober ter odgovoren partner ribiškim družinam, je povedal Buršič in napovedal skorajšnjo ustanovitev Posavske zveze ribiških družin. Belokranjski rejci drobnice pa so včeraj v Semiču pripravili 23. razstavo drobnice, ki je bila zelo dobro obiskana. Nažalost pa rejci ocenjujejo, da v zadnjih letih v Beli krajini reja drobnice stagnira. Razlogov je več, pravijo.
Stagnira stalež zaradi tega, ker so rejci ovac v Beli krajini večinoma starejši ljudje, se pravi rejci, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov več ne obvladajo reje in opuščajo reje. Ne? Jaz mislim, da je razlog že, bi rekel, tam nekje 5, 6, 7 let ista cena jagenjčkov. Cena jagenjčka se ni povišala niti za 10% v zadnjih 5 let. Jagnja je še zmeraj tam 70-80 evrov. Srečujejo pa se tudi z velikimi težavami pri varovanju čred pred velikimi zvermi in ptičji krokarji. V zadnjem času pa tudi krajo ovac. Jaz sem začel rediti osle predvsem iz upanja, da bo to pomagalo pri varovanju pred velikimi zvermi. Takrat smo imeli nekaj težav z medvedom in dejansko je to pomagalo. No, pozneje, ko smo imeli pa težave z volkom, pa je pravzaprav se pokazalo, da je to edina stvar, ki funkcionira. Pred krajo pa osli ne morejo obvarovati črede. Bolj uspešni so pastirski psi, pravi Stanko Pašič. Pri nas imamo šarplanice že 25 let. Ves čas jih imamo v čredi, ali za ovcami, ali za konji. Psi so v ograji, ne hodijo iz ograje, v ograjo pa tudi ne pustijo. Niti živali, niti človeka. Tako pastirski psi kot istrski osli pa so nemočni ob napadih krokarjev, pravijo rejci, kljub težavam prepričani, da je reja ovac in koz donosen posel, a se mladi zanj premalo odločajo. Za to delo moraš imeti voljo, prvo voljo, pol pa šele ostalo pride. Brez volje tega delati ne moreš. S prodajo jagenjčkov pa nimate težav? Jaz je v zadnjih letih nisem zaznal. Belokranjski gostinci morajo pogosto jagenjčke nabavljati izven meja Bele krajine, saj tu večina rejcev ovce goji bolj za lastne potrebe. Nažalost, mi smo kar malo razočarani, kajti tudi članstvo v društvu nam nekoliko upada. Pred nekaj leti nas je bilo čez 100, zdaj nas je se tam nekih 60. Kot je bilo videti v Semiču, pa ljudje radi segajo po naražnju pečenem jagenjčku in čevapčičih iz ovčjega mesa. Vedno bolj pa iščejo tudi izdelke iz zdravega kozjega in ovčjega mleka, kar je še ena neizkoriščena tržna niša v Beli krajini. Župnija Soteska sodi med manjše župnije v novomeški škofiji, lahko pa se pohvali s častitljivim jubilejem, saj letos obeležuje 400-letnico ustanovitve. Iz nje izhaja tudi sedanji novomeški škof Andrej Glavan. V Soteski so pomembno obletnico obeležili s posebno slovesnostjo in mašo, ki jo je daroval prav novomeški škof, ponosen, da župnija kljub svoji majhnosti uspešno živi. Približno 20 let nima svojega župnika, upravlja sedaj trenutno Topliški, prej nekaj let upravljal Ajdovški. Tako se dogaja, kot se bo dogajalo z marsikatero manjšo župnijo v bodoče. Starost cerkve v Soteski ni znana, posvečena pa je svetemu Erazmu. Ki je pa zanimivo, zelo redek zavetnik na slovenskih tleh. Posebna zanimivost pa je, kolikor je meni znano, da je to edina župnijska cerkev na Slovenskem, ki je posvečena ravno svetemu Erazmu. Ob 400-letnici so v župniji izdali brošuro 400 let župnije Soteska in pripravili razstavo Župnija Soteska skozi čas v sliki in besedi. Hoteli smo nam in zanamcem predstaviti delček zgodovine te naše lepe soteške fare. Ob praznovanju je novomeški škof farankama podelil zlato škofijsko priznanje. Marica Fifold, ki je cerkvena pevka od 12. leta, ga je prejela za predano skrb za župnišče. Ja, veliko mi pomeni. Mislim, da priznajo, se trudim in delam, ne. Pa imaš od tega eno veselje. Zlatega škofijskega priznanja je bila za dolgoletno delo za kristanke in krasilke cerkve vesela tudi Pepca Bukovec, sicer dolgoletna cerkvena pevka. Delam za Božji lon, ne za denar, pa tako. Vesela pa sem, da jim ustrežem, da gre naprej župnija tu se mi gre. Kot zanimivost še, da je prvotno Soteska spadala pod župnijo Mirna Peč, cerkev svetega Erazma pa je v pisnih virih prvič posredno omenjena že leta 1396.
Zadnji del novic bomo preživeli v bolj športnem duhu. Člani belokranjskega tekaškega kluba so v soboto zvečer pripravili tretji nočni tek po Metliških ulicah, ki se ga je udeležilo rekordnih 237 tekačev različnih starostnih kategorij. Zato so bili organizatorji zelo zadovoljni. Presegli smo svoje vrhunce, 237 prijavljenih, največ do sedaj. Prekrasno se počutimo, Metlika je polna energije, to je nekaj neverjetnega. Največ je bilo seveda Belokranjcev, a prišli so tudi iz drugih koncev Slovenije, ter se ob bučni podpori občinstva takole podali na nočni tek. Med tistimi, ki so se odločili za krajšo 4 km dolgo različico, je bil najhitrejši 20-letni Janko Kočevar iz športnega društva Gradac, ki je progo pretekal v 15 minutah in 9 sekundah. Bilo je v redu proga, razgibana, vzdušje vrhunsko. Naporno? Naporno. 8 km dolgo progo, kar pomeni 2 kroga po Metliških ulicah, pa je v slabih 31 minutah prvi pretekel domačin Gregor Laj, ki je tudi vodil skoraj ves čas teka. V cilju pa je bil za dobrih 8 sekund hitrejši od Darjana Cirinskega. Prvi krog je nekako šlo, drugi krog pa, ko sem poslušal tistega napovedovalca v avtu, da se mi skozi približuje, je začelo že tukaj stiskati. Pa sem rekel, bom zdržal, če sem doma v Metliki, ne morem te potegniti. Teka se je udeležilo tudi veliko žensk. Najhitrejša na 4-kilometrski razdalji je bila Anja Fink iz atletskega kluba Krka. Na še enkrat daljši pa Marjeta Stržinar iz Revoza, ki je bila 6 minut počasnejša od Laja. Sicer pa se je večina tekačev že tretjič udeležila Metliškega teka, tako kot domačinka Tina Leščanec, ki je osvojila 3. mesto. Super, odlično, dobro vzdušje kot vsako leto, vreme super, ne prevroče, ravno prav. Nekateri so se na tek pripravljali več tednov in želeli doseči zmago. Drugi pa so tekli, da bi premagali samega sebe. In kot pravijo, tekli predvsem zaradi zdravja. Zaradi tega tudi v društvu stremimo k temu, da čim več ljudi spodbudimo k teku. Vsak torek naše društvo organizira tako člane kot tudi nečlane, kličemo, da pridejo k teč, gremo na razne teke. Pravi Šajatovič, vesel, ker vedno več Belokranjcev teče. Še ostajamo na cesti, a ne bomo tekli. Kolesarska dirka v cestni vožnji s startom in ciljem v Gabarju je pravi kolesarski praznik. Tokrat so nastopili dečki, deklice, mlajše mladinke, pripadniki Slovenske vojske in policije, pa tudi vsi najboljši mladi novomeški kolesarji. Dirka, ki je v minulih letih privabila tudi najboljše slovenske kolesarje med člani, je v rekreativni obliki zaživela leta 1995. Ko sem jaz svojo kolesarsko pot zaključil, smo s prijatelji so rekli, zakaj pa ne bi vsi v Sloveniji imeli svoje klube, zakaj ne Sandi Tep spomin naredili rekreativni klub in bi s tem rekreativnim klubom tudi organizirali nekakšne kolesarske prireditve. To se je začelo nekje generacija, kjer smo imeli tudi mi fante noter, same Gabarčane, Noseta, Matkota, Bruljca in tako naprej. Kar nekaj kolesarjev je iz Gabarja, zato to držimo naprej tradicijo. Poudarek je zdaj bolj na dečkih, ne pa deklicah. Ciljni vzpon v Gabarju se tudi za marsikaterega izkušenega kolesarja včasih izkaže za prevelik zalogaj, tako da se morajo mladi na dirko dobro pripraviti. Ta krog 4,9 km je zelo težak, tako da včasih smo se pogovarjali, da če bi bil že po prvem krogu cilj, ne bi bili rezultati veliko drugačni. Osnovno poslanstvo dirke je vse skozi v vzgajanju mladih kolesarskih upov. Tlele imamo kar nekaj fantov, ki so zelo perspektivni in jaz mislim, da to so neki bodočnost same Adrije in tako da se ne smemo bati, da bi bil recimo zaton, kar se tiče kolesarstva. Dirke so se spet udeležili kolesarji iz vse Slovenije, tokrat pa so se jim prvič pridružili tudi italijanski kolesarski upi. To je bil današnji izbor novic, ki so ga v vašem okolju zaznamovale vaše zgodbe. Prijeten ponedeljkov večer vam želimo še naprej.